Lep pozdrav v imenu Slovensko-avstralskega akademskega društva. Moje ime je Kaja Antlej in danes bom imela krajšo predstavitev, malo lastne izkušnje iz Avstralije in v nadaljevanju predstavitev Slovensko-avstralskega akademskega društva. Sem diplomantka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in pa doktorantka tukajšnje fakultete, filozofske fakultete, prav tako Univerze v Ljubljani. In delam na področju digitalnih tehnologij in v kulturne dediščine. Letošnje leto sem na podoktorskem raziskovalnem projektu v Avstraliji delala, natančneje na Centru za kreativne in kulturne raziskave Univerze v Canberri in en mesec tudi kot gostujoči raziskovalec ANU, se pravi Avstralske narodne univerze. 6-mesečno izmenjavo je omogočila avstralska vlada, ki v okviru zdajšnjega ministrstva za izobraževanje in usposabljanje vsako leto podeljuje štipendije Endeavour. Več o tem tudi nekoliko kasneje. Na povabilo ugledne profesorice Angeline Russo sem se prijavila na njihov razpis in uspela. Skupaj s profesorico sva raziskovali uporabo sodobnih tehnologij za komunikacijo slovenske kulinarične dediščine v Avstraliji in kako z omenjenimi tehnologijami povečati kreativnost med mlajšimi generacijami slovenskih izseljencev. Torej kulturna dediščina kot vir navdiha. V okviru projekta Endeavour sem obiskala slovenska arhiva Hasa v Sydneyju in v Melbourneu. Slovenski muzej v Melbourneu knjižnice predstavlja projekt v slovenskih verskih središčih in v društvih v Canberri, Sydneyju in v Melbourneu. Se udeležila ene od učnih ur slovenščine učiteljice Drage Gelt, ki je posebej za priložnost pripravila delavnice izdelave dražgoških srčkov. Projekt pa je bil nato predstavljen na konferenci Museums and the Web Asia na Univerzi v Canberri, v Avstralskem narodnem pomorskem muzeju, ki se tudi zelo ukvarja z migracijami. Je pa izmenjava v Avstraliji bila zelo odlična priložnost, da se spoznam z njihovim delom, tako na področju raziskovanja, kot tudi na področju ohranjanja kulturne dediščine. Udeležila sem se tudi nekaterih različnih konferenc, seminarjev in podobnih strokovnih dogodkih. Eden od rezultatov, mogoče tako za intermezzo, je koncept 3D-tiskanja potice, tako imenovanih makerspacih v muzejih, ki bi na eni strani spodbudila mlajše generacije obiskovalcev k spoznavanju slovenske kulinarične dediščine in k domači pripravi hrane nasploh. Na drugi strani obiskovalce seznanil z novimi digitalnimi tehnologijami. V okviru raziskave je bilo izvedenih tudi 18 anonimnih intervjujev in pa 7 tematskih intervjujev s slovenskimi izseljenci. Njihove odgovore najdete na projektni spletni strani Slovenian Australian Cook Hub, ki je med drugim tudi nekakšen prototip morebitnega bodočega, tako rekoč cross-kulturnega kulinaričnih vozlišč. V času projekta Endeavour sem bila s strani predsednika Roberta Watersa, doktoranta slovenskih korenin na univerzah v Melbourneu in na Novi Gorici, povabljena v Slovensko-avstralsko akademsko društvo. Društvo je bilo na pobudo ambasade Republike Slovenije v Canberri formalno ustanovljeno slučajno 25. maja letos v Melbourneu. Trenutno delujemo na prostovoljni bazi. Tudi zato bi se v tej priložnosti rada zahvalila Manci Ogrizek, talentirani slovenski magistrski študentki Univerze Monash v Melbourneu, ki je poskrbela za dovršeno zasnovan znak društva. Slovensko-avstralsko akademsko društvo je bilo uradno lansirano na konferenci
Slovenian Business in Australia na univerzi RMIT v Melbourneu ob junijskem obisku ministra za Slovence po svetu v Avstraliji, gospoda Gorazda Žmavca. Namen društva je krepitev sodelovanja med Slovenijo in Avstralijo, povezovanje slovenskih akademikov, raziskovalcev in študentov v Avstraliji, regionalno tudi na področju Oceanije in jugovzhodne Azije. Spodbujanje avstralskih akademikov, raziskovalcev in študentov v sodelovanju s Slovenijo, jugovzhodno Evropo in Evropsko unijo, nasploh spodbujanje k udeležbi, raziskovalnemu sodelovanju in izmenjavah, krepitev vezi povezav med univerzami in gospodarstvom v vseh sektorjih ter ne nazadnje ustvariti vozlišče za mreženje, ki se bo lahko neposredno povezalo z uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in tako še močneje ukrepilo sodelovanje med Slovenci po vsem svetu. Kot omenjeno, poleg ambasade Republike Slovenije v Canberri, društvo tesno sodeluje z uradom, novo ustanovljeno Slovensko-avstralsko gospodarsko zbornico, univerzami, raziskovalnimi ustanovami, drugimi zbornicami ter širšo akademsko skupnostjo. Več o Slovensko-avstralski gospodarski zbornici, ustanovljeni lansko leto, najdete na njihovi spletni strani in Facebook profilu. Digitalna komunikacija Slovensko-avstralskega društva trenutno poteka predvsem preko Facebook strani Slovenian Australian Academic Association. Ustvarjena pa je bila tudi zaprta skupina, vabljeni torej, da všečkate našo stran in svojimi prispevki in vprašanji aktivno pridružite skupini. Trenutno potekajo dogovori o vzpostavitvi spletne strani, ki je bila hkrati povezana tudi s Slovensko-avstralsko gospodarsko zbornico. V okviru spletne strani bo predvidoma do novega leta dostopen tudi spletni obrazec. Čeprav zanimanje za društvo narašča, formalno do vzpostavitve spletne strani društvo še ne beleži članov. Je pa do nedavnega Facebook stran všečkalo 167 uporabnikov, medtem ko ima skupina 44 članov. Veliko ljudi sprašuje, koliko je akademikov, raziskovalcev na avstralskih univerzah. Žal je številka, ki jo ima urad na seznamu raziskovalcev 8, ampak vemo, da jih je veliko več in tudi to bo zato potrebna raziskava in vabimo vse, da se pridružijo, če ne še z vpisnico, pa vsaj z mailom, da se ve, kje Slovenija, pravzaprav v Avstraliji, ima svoje raziskovalce. Namen društva je torej povezati vse zainteresirane in olajšati njihovo medsebojno komunikacijo in sodelovanje. V načrtu je organizacija dogodkov tako v Sloveniji kot v Avstraliji. Obveščali bomo o razpisih, ki jih ponujajo Slovenija, Evropska unija oziroma Evropska komisija in Avstralija. Nedavno je bil objavljen poziv za programe Erasmus+, pri tem nacionalna agencija izbere institucijo. Do sedaj je bilo po podatkih financiranih 225 izmenjav, tako študentov kot osebja. Avstralija ima kot partnerska država podoben status, naprimer kot Kanada. Še preglednica razpisov Erasmus+, ki pridejo v poštev za to sodelovanje z Avstralijo. Tudi za obzorje 2020 so bili izdani pozivi k prijavi. V okviru tega programa je bilo doslej za Avstralijo vzpostavljeno 24 sodelovanj na 26 avstralskih inštitucijah v skupne vrednosti skoraj 230 000 evrov. CASI, Connecting Australian European Science and Innovation Excellence.
Prihodnost tega projekta med Evropsko unijo in Avstralijo še ni znan, vendar pa ima Avstralija finančna sredstva za bilateralne projekte, ki jih lahko v odsotnosti naslednjega CASI programa usmeri v te projekte. Slovenski projekti so uspešno kandidirali, saj sta bila v 2 različnih kategorijah izbrana kar 2 slovenska projekta. Ob zaključku naj omenim še programe Endeavour, ki jih vsako leto razpisuje avstralska vlada in sicer Ministrstvo za izobraževanje in usposabljanje. Trajajo od 4 do 6 mesecev. Nanj se lahko prijavijo tujci, ki želijo izkušnje pridobiti v Avstraliji, kot Avstralci, ki bi radi odšli v tujino. Razpis za leto 2017 bo predvidoma odprt od aprila do junija 2016. Nanj se lahko prijavijo slovenski študenti skupaj z mentorjem na gostiteljski univerzi. Rezultati so nedavno objavljeni v zadnjih mesecih vsakega koledarskega leta. Od 2007 do 2015 je Endeavour štipendije pridobilo skoraj 4,000 mednarodnih prejemnikov, letos nekaj čez 500. Ti so odšli v Avstralijo in nekaj več kot 1000 Avstralcev je letos odšlo, v teh letih odšlo v 127 različnih držav upravičenk. Letos nekaj več kot 150. Mednje se vrša tudi Slovenija in po podatkih, ki jih imamo, še ni bilo nobenega Avstralca, ki bi prišel na izmenjavo v Slovenijo, a močno upamo, da bo to s pomočjo Slovenskega avstralskega akademskega društva spremenilo. Kar nekaj slovenskih izseljencev oziroma njihovih potomcev je izrazilo želje po izmenjavah v Sloveniji. V nasprotju je do sedaj v okviru programa Endeavour na izmenjavo v Avstralijo od 2006 odšlo 10 Slovencev, v povprečju približno 1 na leto. Če vas zanima študij v Avstraliji in ne le nekaj mesečna izmenjava, je vsekakor vredno preveriti tudi razpise, ki jih razpisujejo posamezne univerze. Vkolikor vas zanima doktorski ali podoktorski študij, je predtem dobro vedeti, katere univerze pokrivajo področje, ki vas zanima, in se povezati z mentorjem, ki bi zanimali vaši raziskovalni interesi. Za konec še kontakte. Kontaktirate lahko kolega Roberta Watersa preko e-maila, verjetno lažje kot preko telefona. Trenutno v Sloveniji lahko kontaktirate mene na slovensko številko ali pa preko e-maila. Spodaj pa še povezava na Facebook stran, kjer objavljamo vse informacije povezane z akademskim društvom. Najlepša hvala.